Pozdravljeni, spoštovani gostje, dragi redni obiskovalci knjigarne Konzorcij in sodelavci. Letos je Frankfurtski sejem knjig odprl svoja vrata že 70-tič. Mi smo približno polovico mlajši. Danes odpiramo prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu že 32-tič. Na ogled je postavljenih 6000 naslovov najboljših tujih knjig preteklega leta z različnih strokovnih področij ter v zadnjem letu nagrajenih leposlovnih del. V središče smo letos postavili vzgojo v knjigah in vsakdanjem življenju. Te knjige so večinoma tu za mano. Prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu ima tudi v času, ko so tuje knjige hitro in lahko dostopne, zelo pomembno vlogo. Kot veste, je bila to sprva razstava strokovne literature, ki je že zdavnaj razširila svoj okvir na vsa področja literature. Prednost sejma Frankfurt po Frankfurtu je v tem, da ob obilici knjig, ki izidejo v tujini, konzorcijevi knjigarji, dobri poznavalci svetovne knjižne produkcije naredijo kakovosten in strokoven izbor za svoje kupce. Skupno 6000 razstavljenimi deli je zastopanih 260 tujih založnikov iz Anglije, Amerike, Italije, Nemčije, Francije in Španije. Alja Obaid-Brumat, vodja uvoza tuje knjige, je v pripravo Frankfurta po Frankfurtu vpeta od poletja, ko selektorji oddajo svoje naročila uvoznemu oddelku. Alja, nam lahko poveš, kaj pomeni uvoz 6000 tujih knjig? Lep pozdrav sem. Vesela sem, da lahko enkrat predstavim tudi ozadje priprave te naše razstave, ki jo zdaj tukaj vidite, ampak mi z delom začnemo že zgodaj poleti. Najprej, kot je Katarina omenila, se selektorji iz knjigarne naredijo izbor, potem pa se začne naše delo oddelka tuje knjige. Letos konkretno je šlo za 6000 novih naslovov, novih knjig izdanih v tem letu na temo, ki je izbrana vsako leto. 7000 izvodov teh knjig smo naročili od 300 različnih založb. Kot sem rekla, naše delo se začne poleti, ko je treba vse te nove knjige najprej vnesti v naš sistem. To delo mogoče je tisto delo, ki nam vzame največ časa, je pa v bistvu vsem kupcem in vsem, ki pridejo na razstavo, nevidno. Za vsak element, ki ga vnesemo mi v ta naš sistem, je potrebno vpisati 25 atributov, kar v skupni številki pomeni približno 150 000 atributov, ki jih vnesemo za eno tako razstavo. To delajo približno 3 ljudje in zato potem, šele potem lahko mi te knjige naročimo v tujino. Približno 1 mesec traja, da te knjige pridejo k nam, potem pa je naši kolegi v skladišču te knjige vse prevzamejo, opremijo za knjigarno in šele na to potem te knjige lahko pridejo sem in se predstavijo vam. Upam, da bo letošnja razstava uspešna, veliko zanimivega branja vam želim. Alja, najlepša hvala. Predstavljene so tudi nagrajene knjige, pa tudi finalisti najpomembnejših evropskih literarnih nagrad. Le te spremlja vodja leposlovja v konzorciju Katarina Baša. Katerih knjig se lahko najbolj veselimo, Katarina? Lep pozdrav. Na letošnjem sejmu predstavljamo dobitnike in finaliste najpomembnejših evropskih literarnih nagrad. To so the Man Booker Prize, Man Booker International Prize, Women's Prize for Fiction, Pulitzer Prize for Fiction, Costa Book Award, Prix du Roman Marie Claire, Prix François Sagan, potem premijo Strega, Deutscher Buchpreis, Jasna Paljana, Ruski Booker in tako dalje. Poleg tega seveda še ostale odmevnejše naslove iz leta 2018, in sicer v angleškem, pa tudi v francoskem, italijanskem, španskem, nemškem in ruskem jeziku. Poleg tega predstavljamo tudi nagrajence oziroma nominirance nagrad literature znanstvene fantastike. To so Nebula, Hugo in Arthur C. Clarke Award,
kjer letos izstopa par zelo dobrih naslovov in s tem nekako upamo, da k razstavi privabimo tudi več mlajših obiskovalcev in ostale ljubitelje dobre žanrske literature. Z področja jezikoslovja je pa predstavljenih nekaj novih oziroma tudi prenovljenih jezikovnih priročnikov za učenje vseh večjih svetovnih jezikov ter par teoretskih naslovov, namenjenih za učitelje oziroma predavatelje jezikoslovnih predmetov. Tudi letos smo razstavili slovenske romane v tujih jezikih, ki so išli v letu 2018 pri tujih založbah. Tukaj izstopa predvsem založba Istrus Books. Tako da vabljenih ogledov. Najlepša hvala, Katarina. To pa niso vse nagrade, ki so bile podeljene. Tu je še ena, na katero smo lahko ponosni mi. Izobraževalno uredništvo Mladinske knjige se v Frankfurtu skupaj z avtorji in sodelavci nadvse razveselilo Evropske nagrade Belma za najboljše učno gradivo. Bronaste medalje v kategoriji učbenikov za srednjo šolo za učbenik Zgodovina 1. Imamo tudi razstavljenega skupaj z plaketo. Čestitke Alenki Kepic-Mohar, vodji izobraževalnega založništva in pa urednici Mirjam Oblak ter vsem avtorjem. Alenka, ta učbenik je presežek, ker ga lahko vsakdo bere tudi kot pripomoček za dopolnjevanje znanja ali pa za priklic pozabljenega, sem sodim jaz. Letos namenjamo Frankfurt po Frankfurtu vzgoji. Sodeluješ pri organizaciji nekaterih dogodkov. Pa daj nam povedati, kako razmišljaš o vzgoji v povezavi s svojim profesionalnim delom. Najprej hvala lepa za čestitke. Mogoče učbeniki so seveda nekoliko specifična tema, večinoma se v učbeniku nihče od nas ne more izogniti, pa vendarle, ko ga nekako postavimo v celotno polje založništva, se mi zdi izjemno pomembno to, da vemo, da se današnje generacije močno spreminjajo. Sodobne nevroznanstvene raziskave na primer ugotavljajo, da danes učenci v kratkoročnem spominu, pa ne zgolj učenci, najverjetneje tudi mi, ne zmorejo več zadržati več kot 7 podatkov plus minus 2 hkrati. Zdaj menda ne bi to prešlo na 5 podatkov plus minus 2. Razlog za to je seveda jasen. Vsa ta naša oblitost s številno sodobno tehnologijo nas spreminja kot ljudi in seveda spreminja tudi naš način razmišljanja. In mislim, da je tukaj prav založništvo tisto polje, kjer lahko sledimo in skušamo seveda ohranjati to, kar nas zgodbe dajejo. Razvijanje konceptualnega razmišljanja in seveda zlasti razmišljanje nekega avtonomnega uma. Kajti to, kar nam ponuja sodobna tehnologija, je vendarle tisto, kar vodijo računalniški umi. Mi pa smo ljudje s čustvi in živimo eno samo življenje. Življenje drugih bomo znali razumeti šele, ko bomo prebirali zgodbe. In mislim, da je to pomen založništva kot celote, tako izobraževalnega, kot seveda tudi splošnega založništva. Najlepša hvala. To se pa pravzaprav navezuje tudi na dogodke, ki jih bomo imeli ob razstavi Frankfurt po Frankfurtu. Vodilo letošnje razstave je vzgoja v knjigah in v vsakdanjem življenju. Zato bodo v središču knjige, ki tako vzgojiteljem kot staršem pomagajo pri vzgoji otrok. Vabljeni ste na vse 3 dogodke, tu seveda ni prostora, zato ste vabljeni v Pavčkovo dvorano v Modri hiši, vam bomo tudi točno natančno pokazali, kje to je. Torej, jutri ob 18. uri, kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Pogovor z dr. Rankom Rajovičem, specialistom interne medicine, magistrom nevrofiziologije in od leta 2003 članom odbora za nadarjene otroke pri mednarodni organizaciji Mensa. V sredo ob 18. uri bo v šolah od zrcalo družbe. S podnaslovom Kaj lahko naredimo starši in kaj lahko prispeva šola. Gostje okrogle mize bodo doktorica Zdenka Zalokar-Divjak, psihologinja in logoterapeutka, dr. Kristjan Lešnik-Musek, psiholog in predavatelj, Melita Demšar-Kordaš, ravnateljica inštituta Montessori,
Marjan Goruk, ravnatelj osnovne šole Prežehovega Voranca in dr. Klemen Lah, predavatelj in profesor na Valdorfski srednji šoli, avtor učnih gradiv za slovenščino, ki bo ta pogovor tudi vodil. To bo zelo zanimiv pogovor. Alenka je zbrala svoje na nek način najboljše sodelavce. In v četrtek ob 18. uri bo pa v okviru cikla Znanost med knjigami, ki ga imamo vsak mesec v knjigarni Konzorcij, pomen pisanja in branja. Z gostjama docentko doktorico Tino Bregant, specialistko pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine, in doktorico Sonjo Pečjak, psihologinjo, redno profesorico za pedagoško psihologijo, se bo pogovarjala Renata Dacinger, urednica oddaje Ugriznimo znanost na televiziji Slovenija. Tudi to bo zelo zanimiv pogovor in predvsem zelo strokoven. Zdaj pa zahvale celotni ekipi je ogromna in številčna, se pravi ekipa uvoznega oddelka pod vodstvom Alje Obajd Brumat, torej Nataša Sirk, Edvard Pergar Konestavo, Karla Prešeren, Franci Habjan, Matjaž Klančar in Matjaž Vajs. V konzorciju pa posebna zahvala vodji razstave Alekseju Ulčniku in vsem selektorjem Lidija Zorman, Darja Korelc, Katarina Baša, Aleksej Ulčnik, Emil Mlinar ter Mojca Ranar. Vabljeni med police. Kdor prvi pride, lahko knjigo vzame že v soboto, sicer pa lahko vse knjige tudi naročite. Torej, naj se Frankfurt po Frankfurtu začne. To ste slišali in se strinjali.